Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo poseben gost, pa ga bom zelo v kratkem predstavil, ampak dajmo prvo predstaviti vse ostale moje sogovornike. Z menoj je Sandra. Živijo. Simon. Živijo. In pa dr. Matej Černe. Živijo. Zdaj, preden začnemo, pa malo pokukamo v tvoje izjemne dosežke, pa možgane, bi te jaz predstavil našim poslušalcem, da bojo spoznali, kako izjemen si in zakaj si inovator na večjih področjih. Zdaj, ti si izredni profesor za področje menedžmenta na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem in pedagoškem delu se osredotočaš na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje ter vodenje in oblikovanje dela v digitalni dobi, se pravi v dobi, ki je sedaj. Za svoje raziskovanje si prejel številne nagrade, deva se samo nekaterih dotakniti, ker jih je res ogromno, tako da čestitam. Nagrada za najboljšega recenzenta konference Academy of Management Annual Meeting, raziskovalna nagrada Združenja Cimen, Edamba nagrada za eno izmed top 10 doktorskih disertacij v Evropi, ne samo v Sloveniji, v Evropi, nagrada za najboljše objavljene članke na Ekonomski fakulteti, svečana listina Univerze v Ljubljani mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Poleg tega so tvoji članki objavljeni v najboljših revijah z področja managementa, kot je Academy of Management Journal, Leadership Quarterly, Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management. Deluješ tudi kot član uredniških odborov v revijah Leadership Quarterly, Human Resource Management Review ter Human Resource Management Journal. In si glavni in odgovorni urednik revije Dynamic Relationship Management Journal. In si tudi eden prvih v Sloveniji, ki je diplomiral po bolonjski reformi. Tako da, inovator na večjih področjih. Tako da, Matej, zdaj, če se malo dotakneva, in moje vprašanje zmer prvo je, če bila midva v gimnaziji sošolce, kakšen si bil? Si bil radoveden, si bil tih, si bil razbojnik? Hvala. Jaz bi rekel, da sem bil v veliki meri podoben, kot sem zdaj, v smislu, da sem bil prijazen, pozitiven, to mi je vedno bilo pomembno in mi je tudi pomembno še zdaj. Verjetno sem bil precej tih, oziroma tudi še bolj tih, kot sem zdaj, mogoče malo preveč resen v prvem delu, ampak sem potem to nekako v drugem delu gimnazije nadomestil, ker mi je bilo bistveno bolj pomembno druženje, šport, predvsem košarka, ko smo preživeli večino časa. Hvala. Jaz bi pa kar dodala kot sodelavka, pa tudi imela sem to čast, da sem bila Matejeva prva mentorica. In zdaj sem pa že 10 let tudi sva sodelavca na naši katedri. Jaz bom kar dodala, da je tudi kot sodelavec, kot raziskovalec Matej, odlikuje ga izjemen altruizem, pomoč, nesebičnost, dobrota in vsi te občudujemo in imamo občutek, da je tvoj dan neskončno dolg. Tako da hvala, kar si za vse nas naredil in za vse, kar prispevaš družbi. Moje prvo vprašanje pa se navezuje najprej na tvojo družino in vidik znanosti. Matej, prihajaš iz zelo nadarjene družine, znanost je v vaši družini položena resnično v zibko. Če smem omeniti dosežek tvoje mamice, gospe Marije Černe, svetovno uveljavljene kemičarke, ki je leta 1992, torej v času Jugoslavije, dosegla in razvila svetovni izum. Je avtorica kerok, to se pravi kemijskega materiala. Kerok, ta sestavljanka pomeni ceramics plus rock, ne? In je prva ženska na svetu, ki je bila zaposlena v Kolpi, ki je razvila ta izum. In vezano na to se mi postavlja tudi vprašanje, kako da si se odločil za ekonomijo in ne za študij kemije in pa medicine. Lahko osvetliš to zgodbo znanosti v tvoji družini? To je mogoče zanimivo vprašanje. Meni je bila znanost res vedno precej blizu. Sicer sem si v osnovni šoli nekako na začetku želel biti najprej smetar, pol kasneje natakar, pa kasneje seveda igrati v NBA-ju. Absolutno. Sem pa tudi dostikrat napisal tam, ko smo imeli te okrogle mize, kaj bi si želel biti, tudi doktor znanosti dejansko že v osnovni šoli. Je pa res, da kemija mi pa nikoli ni privlačila. Ne vem, mogoče zato, ker je toliko smrdelo tam v laboratoriju od moje mami, ampak tudi ona mi nekako nikoli ni preveč, bi se sigurno ne vsiljevala, kaj kemije sploh ne. Je pa dostikrat govorila veliko o vodenju oziroma o tem, kar pa zdaj preučujemo, o teh odnosih v
tem timu razvoja, pa tudi širše, ne, o principih vodenja, o tem, kako organizirati delo, kako imeti dobre odnose s sodelavci. To mi je pa bilo očitno vedno zanimivo. Čeprav moram reči, da tudi tam do konca gimnazije nisem vedel, da bom pristal nekako v managementu. Ne. Bil mi je sicer blizu management, po drugi strani sem pa tudi vedel, da hočem biti na Univerzi v Ljubljani, ne mogoče nekje drugje. Ne. Takrat sem mislil v bistvu, da je management se da študirati samo v Kopru, ker je pač tam fakulteta za management. Ne. Sicer Obala je super, ne, takrat vseeno me je bolj vleklo v Ljubljano. Nisem šel niti na informativni dan v srednji šoli, nisem šel na ekonomsko fakulteto, ampak sem potem dejansko, to je ena taka zanimiva zgodbica, ko sem se peljal nazaj, nas je peljala, skupaj smo šli s kolegi iz srednje šole, peljala nas je pa teta od mojega kolega, no, in ona je pa dejansko takrat pri nas delala magisterij na ekonomski fakulteti in rekla, ja, ne se management se da pa tudi pri nas študirati, ne, na ekonomski. In sem pa takrat, ko sem prišel nazaj, sem bil že čisto prodan, rekel tudi mami doma, da jaz grem na ekonomsko fakulteto. Ona je bila zelo nenavdušena, predvsem zato sicer, ker je mislila in tudi pač najbrž je tako, ne, večino povezujemo ekonomijo z denarjem, z kapitalom, ne, zelo take, v bistvu dosti trda veda, ne. Mene se je pa vedno zanimala v bistvu psihologija, organizacijska psihologija, kako delati z ljudmi, to je res ta ključ managementa. Ja, držim pa tudi v roki to knjigo, ki je napisala tvoja mami, gospa Marija Černe, Rodil se je Kerok, in je zapisala vse spomine in tudi v tej knjigi zelo lepo napiše tudi v tebi, da že kot otrok si bil znanja željen, ne, radoveden otrok, ne? Ja, verjetno da res, ne. Mislim, zanimalo me je marsikaj, tudi še vedno me, tudi poskusil sem ogromno in stvari in športov in različnih vidikov, ne. In to sigurno prav pride tudi do raziskovanja, ne, ker se mi zdi ta vedoželjnost oziroma to, da te zanima, kako nekaj funkcionira oziroma tudi mogoče kako narediti nekaj boljš, sigurno prav pride, ne. In tudi kako iznajdljivo tudi v raziskovalnem svetu mogoče premagati kakšno oviro. Super, Matej, hvala. V širšem kontekstu mislim, da so tudi midva na nek način sodelavca. Lahko potrdim, da si izjemen znanstvenik in da v tebi res krožijo same lepe besede. Mogoče kot zanimivost, tudi jaz, ki sem bil majhen, sem želel postati smetar, tako da mogoče se zaradi tega zdaj na istem področju. Jaz bi se dotaknil ene teme, ki vem, da jo zelo podrobno preučuješ, to je digitalizacija. Pa me zanima, zdaj v letu 2020 so se zgodile kar velike spremembe na področju digitalizacije, predvsem v okviru delovnih mest, tudi šolstva, visokega šolstva. Zanima me, kaj misliš, da če se bo stanje vrnilo v neko normalnost, kaj od tega bo z nami ostalo za neko daljše obdobje, pa če bi ti mogoče še izpostavil kakšno posebej dobro izkušnjo na področju digitalizacije. Jaz mislim, to lahko gledamo nekako iz dveh vidikov, ne. Eno je poslovni svet, kjer mislim, da je tale situacija s covidom še bistveno pospešila trend, ki je že bil zelo prisoten, torej dela na daljavo, ne. Dela od doma, dela od kjerkoli. Mislim, da marsikatere podjetja, organizacije so videle, da se to da. Pa ne samo, da se da, ampak da se marsikaj opravi dejansko boljše. Če seveda zaupaš svojim zaposlenim oziroma če imaš take zaposlene, ki dostavijo rezultate, če imaš take zaposlene, ki delajo to, kar si želijo delati oziroma so vsaj približno usklajeni s tem, kar delajo z delovnimi mesti, in pa če imaš neko strukturo komunikacije še vedno napeljano, ne. In tukaj ima vodenje definitivno ogromno besede in to se bomo še dotaknili, ne. Drug vidik ta je pa šolstvo oziroma konkretno visoko šolstvo, ki smo ga mi nekako smo mu najbližje. Jaz mislim, da tudi digitalizacija pri nas je prinesla veliko dobrega, absolutno, ne. Mi smo se morali zelo hitro, tam marca, zelo na hitro opremiti z nekimi digitalnimi veščinami, in mislim, da tudi smo se precej dobro in smo videli tudi, da se lahko marsikaj spelje digitalno čisto enakovredno ali pa celo boljše, ne. Predvsem tukaj imam v mislih masovna predavanja, predavanja za 300 ljudi. Mislim, da res ni nobene potrebe, da se izvajajo v živo, ne. Oziroma v živo, ja, ampak ne v živo v fizični obliki, ne. Preko Zooma, preko digitalnih medijev
mislim, da smo to uspeli vsaj enako dobro narediti, če ne boljše, ker imamo tam tudi opcije interaktivnosti oziroma boljšega vključevanja študentov. S tem, da tudi za študente, kot smo dobivali povratne informacije, ni bilo to nič slabše, kar se tiče konkretno predavanja, teh masovnih, ker tudi oni lahko od doma ne rabijo se pripeljati na fakulteto, ne rabijo se zrihtati, prihranijo ogromno časa, so bolj sproščeni doma, lahko delajo še kaj drugega zraven, vsi to delamo, tudi to se je treba zavedati in vzeti v zakup, in je to lahko samo boljše. Po drugi strani seveda imamo pa tudi ta primer digitalnega stresa, ne moramo pa biti ves čas za računalnikom, že tako smo bili veliko, mi recimo raziskovalci, absolutno, in meni konkretno je bil čas študenti v živo en tak odklop od tega digitalnega sveta pred ekrani. In to pa zdaj sigurno manjka, ker tega ni enostavno in je treba iskati mogoče ta odklop drugje. Ni ga pa lahko najti, ker zdaj pa imamo možnost biti ves čas povezani, ves čas z računalnikom, v bistvu ves čas delati. In ironično to še bolj pride do izraza pri tistih ljudeh, ki radi delamo, kar je seveda problem. En izmed tvojih dveh glavnih področij sta tudi organizacijsko vedenje ter vodenje. Tako da me zanima, kaj pa po tvojem mnenju, se pravi zdaj v teh zanimivih časih, ki je kar nekaj izzivov se pojavilo, smo dejansko spoznali, kateri vodje izstopajo, imajo talent, v katere vodje je treba še vlagati. Kaj pa po tvoje neke dobre značilnosti, neke vodje prihodnosti? Kaj bi bile njegove dobre lastnosti? Po eni strani sigurno to, da postavlja v ospredje sledilca. Jaz itak že od nekdaj, in to tudi izhaja seveda tudi iz dela moje prve mentorice in naše v bistvu raziskovalne skupine, oziroma raziskovalne skupine tudi širše, na ekonomski fakulteti in širše, vedno gledamo na vodenje skozi sledilca. Gledamo na to, kako v bistvu vodja lahko omogoči sledilcu, da doseže neke svoje cilje, neposredne, delovne in širše. V digitalnem svetu se mi zdi pa to še bolj pride do izraza, predvsem prilagodljivost vodij in nekak iznajdljivost, predvsem pri podajanju feedbacka, povratnih informacij, postavljanja jasnih ciljev, se mi zdi to tudi zelo pomembno za predvsem delavce na daljavo, in to, da znajo v bistvu izraziti svoj stil vodenja tudi preko digitalnih medijev. To je, se mi zdi, zelo ključno, ampak tudi zelo velik izziv in o tem vemo še bistveno premalo tudi, tudi premalo časa smo mogoče v tem, se mi zdi pa bistveno zelo zanimiva zadeva za preučevati. Jaz bi se pa dotaknila, že Mark je omenil, da si bil prvi bolonjski diplomant. Jaz se spominjam teh trenutkov, torej moje vprašanje bi se navezovalo predvsem na to, še vedno na področje študija in vseh odličij, ki si jih prejel. Torej, bil si vedno prvi med več tisoči študentov, prvi bolonjski diplomant, kmalu je sledila magistratura, tudi prvi magister po bolonjskem programu, potem si tudi odšel v tujino, si tudi eden najmlajših doktorjev znanosti v Sloveniji in prvi Slovenec kot vodilni avtor, ki si objavil v prvi reviji na svetu za področje menedžmenta in vodenja, torej v disciplini menedžmenta, to je revija Academy of Management, ki je res največji prestiž in tam ne uspe objaviti niti doktori znanosti Stanforda, Harvarda, to je res presežek presežkov, ki je res unikum. Morda, ker nas poslušajo tudi številni študenti, jaz se spomnim tega trenutka, bilo enkrat maja, ko si zaključil vse izpite in tvoja diploma, močna, raziskovana, je bila končana že skoraj v dobrem mesecu. In ko sem prebirala knjigo tvoje mamice, nekaj takega se je zgodilo tudi njej, mislim, da je dobila nekaj zahtevnih formul takrat za diplomo in tudi ona, ko se je vrnila k mentorju, profesorju že davno takrat nazaj, mislim, da je profesor razmišljal, da ima kakšno vprašanje, ona je prišla že z vsemi rešitvami in tudi mene si takrat tako presenetil, ni minil niti mesec dni in prišel je Matej, jaz sem mislila, mogoče še kakšno dodatno vprašanje, diploma je bila narejena in iz te diplome je sledil takoj tudi potem članek. Kaj je tisto, poleg talenta in genetike, zagotovo po Darwinovi teoriji, ki prispeva k tvoji taki res vrhunski organiziranosti, Matej, zato da bi nam pomagal našim študentom, kako ne se tudi oni organizirajo, če bi se poskušal udaliti, pa mogoče pogledati, kaj prispeva k taki vrhunski odličnosti.
To je dobro vprašanje. Mislim, v primeru diplome bi jaz rekel, da jaz sem takrat mislil, da se to pričakuje. Tako nekaj se spomnim. Čez prvomajske počitnice sem veliko večino tega napisal. Ne? Mislim, absolutno sem že prej veliko prebral tudi tega, kar mi je Sandra poslala. Ne? In meni to mi je bil bistven zagon. Ne? Tole pošiljanje člankov oziroma materialov strani mentorja se mi zdi nekaj najboljšega, ne? Ta usmeritev in v pravo temo in na pravi način. Ne? Tako da to tudi mentoriranje tukaj bistveno zelo pomembno, ki se je nadaljevalo tudi še potem kasneje na magisteriju in doktoratu, ne? To je treba reči. In tudi bistveno pripomoglo definitivno tudi pri tej objavi v Academy of Management Journalu. Kar se tiče pa tele organiziranosti, jaz se poskušam res držati stvari, ki jih učim tudi, ne? Personal productivity oziroma osebna produktivnost je tudi eno področje, ki se ga dotikamo in raziskovalno in v učenju drugih, ne? In poskušam se vsaj nekaterih principov držati tega, ne? Ena zadeva je sigurno to, da poskušam čim prej v dnevu narediti neke male zmage oziroma doseči neke male cilje, narediti neke res manjše naloge, ki mi dajo pa mogoče nek občutek, da sem nekaj že dosegel tisti dan. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno in to vedno predavamo o tem. Ne? In jaz se poskušam res tega držati. Ne? In si hkrati tudi zjutraj organizirati čas tako, da imam nekaj časa za odgovarjanje na mail, definitivno. In tudi zato, da neke krajše rutinske stvari delam. Druga zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa tudi, da si blokiram čas za večje, bolj kreativne zadeve, ker pa vem, da če nimam celotnega dneva, težko nek napredek naredim na nekem članku, ne, sigurno. In pač zdaj si je tudi malo težko privoščiti te dni, ampak poskušam jih res zablokirati, zabetonirati in tja ne v ta del spuščati drugih stvari. Niti ne Zoom sestankov, ker vse razbije monotonost. Pa tudi, če potem cel dan ne namenim cel dan delu na nečem, ampak vsaj, da imam možnost tega dneva. Čista ta organiziranost se mi zdi bistvena. Ena zadeva je pa tudi trdo delo, ne, absolutno, to je treba reči, stvari se ne zgodijo same od sebe in tudi sploh tekom doktorata, ne, je bilo ogromno časa in dela in truda vloženega v to in tudi v to objavo, ne, ki je trajala 1 leto s 3 rundami recenzije, 3 recenzenti plus Adamom Grantom kot takrat urednikom, ki je vodil ta proces, ki je dal še svojih 15 komentarjev v vsaki rundi še dodatno poleg recenzentov. Ne. In to smo pač skupaj v timu, zelo dobrem, mednarodnem, zavzetem takrat, ker konec koncev je bilo to za vse nas takrat prva taka top objava. Vsi zelo zavzeti delajo na tem in je res en tak skupinski rezultat prišel. Čestitke. Hvala. Super. V svojem prvem odgovoru si mogoče že nekako omenil tudi ta začaran krog digitalizacije, se pravi, da je zelo težko odklopiti od dela, ne? Se pravi, imamo razne iPade, laptope, ponavadi že maile, vse zvezane na telefon. Kaj je recimo en tak nasvet, ki bi ga dal našim poslušalcem za doseganje tega work-life balansa? Pa mogoče še to, tisto raziskavo, ki ste jo v marcu začeli glede digitalizacije dela od doma, če seveda smeš, če ti soavtorji dovolijo, kakšne mogoče prve take zelo splošne generalne izsledke za vse nas ostale. Ja, absolutno. Jaz sem vedno tudi zelo pristaš deljenja informacij in ne skrivanja znanja in tudi te izsledke prvih raziskav vedno zelo z veseljem delim. In to je sicer precej ameriški pristop, za razliko od recimo evropskega, ki radi tudi malo počakajo s tem, da objavijo neke rezultate prve. Američani pa radi zelo hitro objavijo svoje prve izsledke, na ta način v bistvu oni tudi rečejo, da polulajo grm, v bistvu svoje področje zacahnajo. Tako da ja, bom z veseljem definitivno delil. Mogoče pa najprej nasvet, ena ključna zadeva je čisto vzpostavljanje kulture, konteksta pričakovanja, kaj se pričakuje. In mislim, da je tukaj spet velika vloga vodje, ki v bistvu ta kontekst delovne kulture vzpostavlja, da jasno pove od zaposlenih, od vas se ne pričakuje, da boste ves čas povezani. In že to, tega marsikateri zaposleni ne sliši, oziroma nasprotno. In jaz seveda se imam tudi rad, da hitro dobim odgovor, ampak mislim, da v našem kontekstu, in mi imamo seveda srečo, kar se tega tiče, mogoče mi raziskovalci, sigurno se ne pričakuje, da bo odgovor, tam nek sred noči, čeprav dostikrat tudi je. In nič ni narobe s tem, seveda, če je. Je pa za nas verjetno boljš, da ne bi bil. Jaz si osebno postavim tudi eno mejo, da po 8 uri
ne delam, oziroma če se le da, ne, razen kakih klicev predvsem z Ameriko, ne, ker je pač časovni zamik tudi tak, ampak načeloma po 8 uri ne delam, niti ne gledam maila. Včasih se tega tudi ne držim, če je seveda kaj bolj nujnega ali pa pač, če imam ravno ekstra čas, pa mi je dolg čas, ne, žal, pa mogoče bi bilo tudi boljše, da se ne bi tega držal, sigurno. Tudi vzpostavljanje konteksta z vidika vodje, vzpostavljanje pričakovanj, kulture, se mi zdi glavna zadeva in pa potem tudi jasnost ciljev pa podajanje povratnih informacij zelo hitro, ne. To se mi zdi glavna zadeva. Glede te raziskave pa absolutno, ne, mi smo s kolegico, ne, Darjo Aleksič, tudi z naše katedre, smo takrat zaštartala tole raziskavo v začetku leta, ki je bila namenoma longitudinalna, ne, torej, da se ponavlja, vsak mesec smo anketirali zaposlene in slučajno je to padlo potem ravno v čas covida. Potem smo zadevo podaljšali še za eno časovno obdobje, torej v 4 intervalih zadeve merili. In imamo tudi prve izsledke, ki so zelo pričakovani v bistvu. V času med covidom se je povečalo občutenje tehnostresa, torej tega, da so bili ljudje zelo hitro primorani biti več s tehnologijo. In to jih je pripeljalo tudi do večjega občutenja stresa na splošno. In na dolgi rok preko tega časovnega intervala tudi do večje izgorelosti. Kar zelo lepo nakazuje na to temno plat digitalizacije oziroma ta začaran krog, da v bistvu, če imamo možnost, pa radi delamo več, ampak na dolgi rok se to pozna na našem zdravju, kar definitivno ni dobro. Smo pa v tem konkretnem raziskavi, to so res prvi izsledki, so tudi še potem druge študije, ki bojo izhajale iz tega, nismo še zelo veliko analizirali niti, no. Smo pa ugotovili tudi vsaj en mehanizem, ki nekako pomaga pri tem, in to je občutenje avtonomije. Torej to, da damo zaposlenim možnost samostojnega odločanja. Ker se mi zdi, da najslabša zadeva je, da ljudi podvržeš nekemu stresu, pritisku, tudi tehnologiji, biti ves čas povezan, hkrati jim daš neke cilje, ne, ki sicer so lahko jasni, ne, mogoče jih tudi preveč zasuješ z nekimi navodili, materiali, vsi se mogoče poistovetimo tudi s tem, ne. Hkrati mogoče zaposleni ne vejo, kako bi morali delati, pa vse nekako delajo. Treba jim je pustiti tukaj proste roke, ne, da si oni sami zorganizirajo čas, ampak seveda v okviru nekega dogovorjenega konteksta, nekih dogovorjenih pričakovanj. Zdaj, eno izmed tvojih področij, kakor si že zdaj tudi omenil, je digitalizacija. In mene zanima tvoj pogled. Zdaj, jaz sem bil tudi kar nekaj časa, sem šel vpet v inovacije, v razvoj, v digitalizacijo. In zdaj Sačo Nedelj je rekel, da smo v 2 letih oziroma v 2 mesecih videli 2 leti transformacije digitalne. Zdaj 4 konjeniki, Amazon, Apple, Facebook, Google diktirajo nekak tempo. Kakšen je pa tvoj pogled na digitalizacijo? Zdaj, zmeraj imamo dva segmenta. Eni pravijo, to je preveč digitalizacije, vse se ve o nas, ni več nobene skrivnosti, vse nam sledijo. Druga pravi, to vse nam omogoča boljše življenje, večje poznavanje, dejansko nek plus. Kako ti gledaš na to? Moj pogled je precej pozitiven na splošno. Zdi se mi, da je tehnologija prinesla ogromno dobrega, absolutno nam pomagala pri življenju. Definitivno nimam nobenih problemov s sledenjem, pa s tem, da mogoče nekaj. Jaz sem tudi že odrastel nekako zelo s tehnologijo in če nimaš pač ničesar za skrivati, se mi zdi, da smo zelo dolgočasni za to, da bi nam kdo sledil. Tudi seveda ne verjamem, kakšne te posebne teorije zarote vezane na to. Opozarjam pa ves čas seveda na negativne pasti, ki so pa predvsem bolj povezane s tem, da smo ves čas v tem. Tako da tehnologija definitivno ogromno dobrega in še več dobrega upam, da bo prinesla, ampak treba pa je tudi to razmejitev najti, do prostega časa, do časa brez tehnologije, mogoče do narave, do športa, sigurno, torej si vzeti nek čas izven tehnologije, to je nujno, ker vedno je pa uravnoteženost tista, ki je ključna. Hvala. Matej, jaz bi se pa zdaj navezala tudi na še eno področje, kjer si tudi v svetovnem
merilu zelo uspel in na sami lestvici tudi s avtorjem in tudi z raziskovalcem, tudi mentorjem, profesor dr. Miho Škarlevajem, pa s profesor dr. Vlado Dimovskim, z ostalimi raziskovalci tudi v samem vrhu. In to je si tudi oče, pionir teorije in koncepta avtentičnega vodenja, avtor, tudi soavtor vodilnih monografij v Republiki Sloveniji, torej tako v slovenskem kot predvsem tudi v angleškem jeziku, Advanced Management Leadership Practice, potem napredni management. Kako danes gledaš na tvoj doprinos k razvoju teorije in koncepta avtentičnega vodenja? Kaj bi bile tvoje implikacije za menedžere, ki nas zdaj poslušajo z vidika avtentičnega vodenja? Kaj so pasti, na katere bi opozoril? Kaj bi predvsem priporočil vodjem glede tvojih raziskovanj, pa tudi mogoče tega zdaj pogleda na avtentično vodenje kot ene izmed teorij, ki jih zelo dobro poznaš kot strokovnjak, znanstvenik in tudi kot praktik? Jaz definitivno ne bi rekel, da sem oče avtentičnega vodenja, če ne drugega me je Sandra usmerila, ja, mogoče ne čaka. Sandra me je usmerila v to že po svojem doktoratu, v diplomo iz področja avtentičnega vodenja. Jaz sem najprej prišel do nje z idejo delati nekaj v okviru pozitivne organizacijske psihologije. Torej ta pozitiva me je definitivno zanimala. Sva pa oba in tudi ta naša širša skupina se mi zdi vedno videla avtentično vodenje zelo povezano s s pozitivnim organizacijskim vedenjem. In to je tudi ena ključnih zadev, ki se mogoče kdaj očita avtentičnem vodenju, pa mogoče tudi zaradi nepoznavanja samega konstrukta. Avtentično vodenje ni sama avtentičnost sama po sebi, torej to, da če si pač slab človek, si avtentičen in boš avtentičen vodja in boš tak, kakršen si. V bistvu ne, gre za samoregulacijo, gre za to, da zelo dobro poznaš sam sebe, delaš na svojih potencialnih napakah, se izboljšuješ in tudi predvsem ta pozitiven vidik relacijske pomoči ostalim je zelo bistveno izpostavljen. Tako da prvi nasvet sigurno komorkoli, ki se ukvarja s konstruktom, bi bil, da zelo dobro spozna konstrukt in potem upošteva tudi to dimenzijo. To je ena zadeva. Druga zadeva, avtentično vodenje tudi po naših raziskavah, preglednih člankih z področja vodenja je že postal mainstream. Ko ga je Sandra recimo s kolegi pripeljala v Slovenijo, to je bilo že 15 let nazaj, recimo, vsaj. Takrat ni bil, niti približno. In tukaj smo bili, naša skupina recimo raziskovalcev, res v bistvu med prvimi, ki so preučevali ta konstrukt. Danes je pa mainstream, kar se mi zdi zelo fajn, absolutno. Je pa seveda treba iti zdaj beyond, zato smo tudi tukaj v Beyond Leadershipu. Se mi zdi pa ključ še bolj bistven fokus na sledilce, na tiste, ki sodelujejo z vodjo. Dostikrat se tudi, ko se obravnava avtentične vodje, in tako se je sploh začel ta konstrukt obravnavanja, da si je res dal v center vodjo. Danes se mi zdi bistveno dati v center sledilca, followerja, nekoga, ki je okrog vodje, že to, da mu rečeš sodelavec, že to, da mu rečeš da je nekako na isti ravni. Ker glavni cilj vodenja se mi zdi vedno pomagati oziroma omogočati zaposlenim, da omogočajo sami sebe. To je tudi za področje avtentičnega vodenja se mi zdi še večji fokus na sledenju, na to, da se preseže ta nek herojski pogled na vodjo kot center sveta v vodenju, se mi zdi ključno. Odlično. Super, jaz sem zadovoljen z odgovorom. Ne, se hecam. Če bi naredil nek koktajl teh dveh tem, recimo avtentičnosti pa digitalizacije, me zanima, kako pa ti dojemaš, koliko težje pa biti mogoče avtentičen prek zaslona, prek Zooma, prek računalnika. To se mi zdi ful dobra tema. Pa še, če lahko bi nadaljeval, v bistvu tudi vem, da zelo dobro pokrivaš inovativnost, pa me zanima, zdaj v tem zadnjem obdobju si opazil mogoče kakšne spremembe, se je kakšna panoga mogla malo bolj prilagoditi, da je bila malo bolj inovativna. Naprimer, meni konkretno padlo na pamet spletna trgovina, ker je konkurenca enostavno več. To je bilo moje dve vprašanje. Absolutno. Jaz mislim, avtentičnost preko digitalnih medijev je vrhunska tema, ki je praktično nepokrita. Nekaj je sicer tega, kako zdaj sploh mehanizmi vodenja
pridejo do izraza na drugačen način preko sledenja. Tudi nekaj magistrskih tem smo že imeli z tega področja, ampak sama avtentičnost pa definitivno mislim, da je precej težje, absolutno precej težje. S tem, da seveda, če pa je vodja res avtentičen in če zna se izražati oziroma uporabljati digitalne medije pač za dober namen komunikacije, mislim, da tudi do določene mere avtentičnost pride do izraza. Ampak se mi zdi, da mogoče vodja porabi več časa, več energije, da se to dejansko zgodi. Ne? Pa tudi mogoče mora malo več razmišljati v smislu tega, kako dejansko oblikovati neka sporočila. Se pa da, ne, sigurno, pa verjamem tudi, da je to bistveno lažje za tiste, ki so nekako odrasli s tehnologijo, ne, digital natives, torej digitalne domorodce, te, ki so mogoče res v tem in ni težko tudi porabiti tega časa na različnih omrežjih tudi, ne, oziroma digitalnih medijih, vmesnikih. Kar se tiče pa panog, definitivno spletna trgovina, mi smo takoj na začetku bili precej v kontaktu, predvsem s spletnimi trgovci, kjer je bilo tako v bistvu nekako dva segmenta sta bila. Ne. Eni, ki so imeli kar naenkrat ogromno povečanje prodaje, povpraševanja in je bilo treba inovirati samo z tega vidika, da so lahko sploh sledili temu. In videli smo mi marsikateri spletni trgovini, pa niti ne bom šel v konkretna imena, ne, da enostavno ne morejo tega sprocesirati, ne, sfolgati. In tukaj se mi zdi tudi ogromno enih zamujenih priložnosti, ki so jih mogoče ti spletni trgovci tudi imeli. Po drugi strani je pa drug segment, ki pa ni bil, ki je pa ravno kontra, ne, ki je pa zgubil ogromno enega trga zaradi odloka ukrepov, zaradi tudi mogoče drugačnih navad kupcev, ki so se pač morale na hitro oblikovati. Tukaj je bila pa tudi nuja inoviranja in dostikrat tudi poseganje v neke nove trge. Ne. In spet imamo tiste, ki so se zelo hitro uspeli prilagoditi in tiste, ki se niso in mogoče čakajo pač na neke pomoči. Oboje sigurno je za razumeti, ne. Stvari se hitro spreminjajo, ljudje na splošno nismo ravno navdušeni nad spremembami in tukaj je treba nekako najti ta dva pola, ne, da prideta skupaj. Ne. Nimam pa ravno odgovora, kako to narediti. Ne. To je pa bolj mogoče vprašanje res za nekoga iz prakse ali pa definitivno nekoga bolj iz strateškega menedžmenta, kot pa bolj z vidika organizacijskega vedenja. Zdaj, prej smo se malo dotaknili teme, da si imel odlično mentorico Sandro, pa da si zdaj dejansko tudi ti mentor velikim študentom. Kdo je v tvojem življenju, bi rekel, je vplival na te, oziroma koliko je pomembna vloga mentorja, ko se podaš na neko pot? Definitivno zelo, ne, absolutno, ne, tukaj in Sandra in Miha kasneje. In še marsikdo, ne, dobro, tudi moja mami, ki je prej Sandra že izpostavila. Se mi pa zdi zelo bistveno, mogoče ne toliko, da imaš enega res vzornika, ki mu slediš za vsako ceno, ne, ampak da od marsikoga vzameš mogoče en element, kakršen bi ti tudi rad bil, ne, da vzameš en del, ne vem, navdušenost nad delom od nekoga ali pa Sandra, recimo, nisem pa tudi direkt izpostaviti, ne. Sigurno, ja, sigurno. Torej neke elemente, meni je bilo tako, nikoli nisem imel tudi res enega vzornika, da bi rekel, tudi v praktičnem svetu bi težko rekel, da mi je nekdo res vzor eden, ampak vzamem tudi teh mojih kolegov, raziskovalcev, kakšen dober pristop od enega, drug pristop od drugega, pa probam združiti v nek koktejl, ne, ki je še vedno moj, ne, nekako avtentičen, to se mi zdi zelo pomembno. Sigurno pa izhajati pri tem čim bolj iz sebe. Super. Tako lepo je tle v našem uredništvu te poslušati, Matej, in kako bi rada našim poslušalcem povedala, s kakšnim žarom in res to tvojo lahkotnostjo predajaš izsledke znanosti, vsak tvoj stavek je teza, jaz si vmes tudi zapisujem. To lahko trdim. Bomo pokazali. Predala mojim študentom, res izjemen. Dotaknila bi se pa pri mojem naslednjem vprašanju enega članka, ki je izšel v strokovnih medijih, naslov je pa glasil nekako tako: Človek za milijon evrov. Seveda je bilo mišljeno za profesor dr. Mateja Černeta in je bil ta članek objavljen že kar 10 let nazaj. Vemo, to se pravi človek, prvi Slovenec z znanjem za milijon evrov in vemo, da objavljaš v vseh vodilnih revijah, ki segajo v zgornjo četrtino, bom rekla ne v zgornjo četrtino, ampak zgornji odstotek vodilnih revij na svetu in tudi vodilno revijo, kot smo že omenili, Academy of Management Journal.
In vabljen si bil, da bi lahko poučeval na vseh večjih vodilnih šolah, univerzah na svetu. Ženo sta se odločila, ostala doma in si tudi ustvarila družino tu v Sloveniji. Kaj je v ozadju tega članka? Ja, zdaj, če bi pisal članek, bi mogel pisati saj človek za več milijard evrov. Povej nam, kako. Rekel si, da je nekaj v ozadju tega članka. Ja, ozadje zgodbe. Takrat še niti doktoriral nisem, sem pa delal na Centru odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, COBIC. In takrat smo ravno prijavljali en projekt, šlo je za jadransko čezmejno sodelovanje, ki je vključeval partnerje iz 8 držav jadranske regije plus Italija, ki je tudi del jadranske regije, sigurno. Je pa bila situacija taka, šlo je za dvofazno prijavo. Šlo je za projekt vreden približno 6 milijonov evrov, od tega je bilo 1 milijon evrov vezanih na slovenski del. Torej bi ga dobil slovenski partner COBIC za raziskovalne aktivnosti v naslednjem obdobju. Ne? In torej dvofazna prijava in vmes v tem času, med prvo pa drugo fazo, smo mi morali pridobiti še soglasje ministrstva, takrat za visoko šolstvo, kakorkoli se je že takrat imenovalo, ne, ker se to hitro spremenja. In kako dobiti njihovo pozornost, je bilo glavno vprašanje. Ne. In nam se je zdelo takrat pametno in dejansko se je izkazalo, da je bilo se povezati s financami, ne, in so objavili tale članek, človek za 1 milijon evrov z mojo sliko na zadnji strani, kjer sem omenil čez celo stran, kjer sem omenil ta projekt in kako bi bilo fajn to za slovensko gospodarstvo, za kar definitivno stojim in za slovensko znanost. Ministrstvo je takoj zatem, en teden po tistem podpisalo zadevo, odigralo svojo vlogo pridruženega partnerja. Projekt smo tudi dobili, hvala, ga speljali čez naslednja 3 leta, jaz sem to vodil na COBIC-u in moram reči, takrat se je oblikovala ena res lepa skupina raziskovalcev, večinoma doktorskih študentov, takrat ekonomske fakultete, za katere je bila tudi za marsikoga prva zaposlitev in nekako preučevala področje inovativnosti, ustvarjalnosti, menedžmenta znanja. In marsikdo od teh je zdaj v tujini, nekateri pri nas in se še vedno lepo povezujemo. In razvijate, super. Super. Prej ste se že tudi spet malo dotaknili skupaj, smo se dotaknili te vloge mentorja. Zdaj, če poslušajo študenti, mislim, da ne bojo prav dosti zgrešili, če se odločijo za katerega izmed vaju ali pa profesora Novskega. Me pa vseeno zanima, vem tudi iz izkušnje v praksi, da se v tvojem kabinetu seveda na primerni razdalji izmenja kar lepo število študentov. Ne? In me zanima, kako se recimo tebi v tej vlogi, ko si ti mentor, pa v obratni vlogi, ko je nekdo tebi mentor, zdi pomemben ta reden pa konstruktiven feedback. Pa da je ta tudi realen. Ne? Ja, mislim, da je izjemno pomemben, predvsem z vidika usklajevanja nekih pričakovanj, postavljanja ciljev, jasnosti ciljev in tudi potem, da se ljudi drži odgovorne za tisto, kar se zmenimo. To se mi zdi zelo pomembno. To je tudi ena ključnih, se mi zdi, nekih nasvetov ali pa bom rekel veščin, ki sem se jih naučil tekom tudi mojega vodenja in mentoriranja drugih. Mogoče na začetku sem bil še malo preveč sproščen, pa ne mislim s tem prijateljski, se mi zdi, ni čisto nič narobe s tem, bolj sproščen in sem mislil, da bodo ljudje pač naredili svoje, ker sem nekako tudi gledal, mogoče skozi sebe tudi, če se nekaj zmenimo, se naredi, definitivno, pa ni vedno tako, tako da je treba res postaviti jasne cilje že vnaprej in potem se tega tudi držati, se mi zdi. Tako da se mi zdi feedback pa ključen, predvsem pri razvoju posameznikov, prej sem že večkrat omenil, poanta vodenja je razvoj posameznikov oziroma to, da jim pomagaš se razviti in feedback je definitivno ključen mehanizem za to. Ti si vodil že različne ekipe od svojih začetnih kariernih poti do zdaj, ko si dejansko doktor, ko si zelo cenjen na svojem področju. Ko je pa rekel, da se je pa tvoj slog vodenja spremenil tekom tvoje kariere, tvoje poti? Predvsem z tega vidika, da sem mogoče malo preveč pustil ljudem avtonomijo na začetku, čist, praktično, ker sem enostavno, kot sem rekel, pričakoval, da se stvari naredijo. Zdaj pa vseeno malo bolj določimo vsaj cilje. Še vedno se mi zdi seveda avtonomija ekstremno pomembna, da se vsaj precej vnaprej zmenimo, kar se pač držimo tudi potem.
To je ena zadeva, druga zadeva je pa čist sam že pri izbiranju ljudi. Sem postal precej bolj selektiven, kar se tiče izbiranja ekipe. Imam tako en kriterij, ki se mi zdi, mislim, da se vam bo zdel tak mogoče zanimiv, da so ljudje normalni. To je en tak moj kriterij, pa ni vedno zadovoljen. Ne vem, mogoče z mojega vidika, se karkoli že to pomeni. Predvsem pa to pomeni, da so ljudje, mislim, malo bolj selekcioniram že ljudi, s katerimi delam, da so res sposobni doseči in jih tudi precej dobro spoznam že vnaprej, pa da dostavimo stvari, da se zmenimo vnaprej, kaj bo narejeno. Hvala. Jaz bi se pa navezala na Simonovo pa Markovo izhodišča, ki ste jih postavila že Simon in Mark, in sicer na vodenje. Dotaknila bi se tvojega pogleda, Matej, na trende vodenja. Ravno letos si objavil raziskavo v prestižni reviji The Leadership Quarterly, to se pravi, ki je temeljila na bibliometrični analizi pregleda teorij vodenja v sodobni zgodovini, v zadnji, to se pravi, mislim, da je bil pregled 40 let. Zajel si v tej analizi kar 75,000 primarnih in sekundarnih podatkov in iz te analize potem generiral pregled vodilnih trendov. To se pravi, nekako 3 klastri so se oblikovali. Pa bi nam kaj več povedal, s čim se bomo soočali v prihodnosti in tvoj pogled na trende v vodenju. Ja, z veseljem. Mogoče čist malo ozadje tudi tega članka. V bistvu gre za nadaljevanje članka, ki smo ga objavili že pred časom na precej podoben način, ki se je eksplicitno fokusiral na metodološke pristope v vodenju in vzel pod obravnavo večnivojski pristop. Tale je en tak skupinski projekt kolegov z ZDA, Los Angelesa, Anglije, Nizozemske, pa mene pač iz Slovenije in še armade doktorskih študentov v ZDA, ki so zbirali oziroma kodirali podatke, ki smo jih dobili. To je tudi treba izpostaviti in tudi smo jih tam pri zahvalah. Trendi pa izkazalo se je par teh glavnih klastrov oziroma tematskih sklopov. En je sigurno mainstream, in to spada tudi avtentično vodenje, že lepo noter, avtentično, transformacijsko, transakcijsko, tiste klasične zadeve, ki jih poslušamo že precej časa. Druga zadeva so metodološki pristopi. Ta mi je zanimiv predvsem z vidika po eni strani večnivojskosti, ker obstaja zelo veliko različnih področij v okviru študije vodenja, ki se dostikrat med sabo slabo pogovarjajo. To vemo, kdor malo pozna znanost, imamo zelo različne parcialne dele znanosti, ki se slabo pogovarjajo oziroma govorijo mogoče o istih stvareh, pa z drugimi izrazi, ali pa celo čisto o istih stvareh, pa med sabo se tudi ne citirajo, ne povezujejo, pa bi lahko. In prihaja do razdrobitve znanosti, in to sigurno ni dobro za napredek znanosti. Metodološki pristopi, tukaj se pa v zadnjem času predvsem pojavlja trend iti stran od percepcijskih merjenj vodenja, oziroma kakršnega koli konstrukta v okviru managementa. Torej, namesto vprašalnikov iti v malo bolj objektivizirane, objektivne kazalnike, kakorkoli. Se mi zdi, preko digitalnih vmesnikov tukaj je en kup enih možnosti, predvsem z vidika kodiranja nekih mailov, sporočil, načinov interakcije. To so že bistveno bolj mogoče neki objektivni kazalniki, kot pa percepcija, kako jaz doživljam samega sebe, kako doživljam svojega vodja, kar pa predstavlja veliko večino vodenja. To potem so pa še neke parcialne, mogoče parcialne na podpodročja vodenja, ki imajo bomo rekli, so hot, so zelo trendi in še bojo, še mogoče bolj v prihodnosti. Tudi ženske v vodenju, ne? Absolutno, vloga spola, kako v bistvu različni stili funkcionirajo za različne spole, tudi še širše, ta diversity vidik zelo pomemben. Vidik digitalizacije, ki smo se ga že zelo dotikali, vključenost, tako. Raznolikost in vključenost, tako, definitivno, absolutno zelo pomembna zadeva. Digitalizacija, psihološka varnost in pa to sledenje. To vedno poudarjam, tudi vidik sledilca. Matej, poudaril si tudi v tvojem odgovoru in zelo lepem pojasnilu tudi to, da mora raziskovalec premostiti to percepcijo, to se pravi na to problematiko te endogenosti samega koncepta.
A nam lahko poveš, kakšne 3 instrumente ali pristope, kako to premestiti? Zdaj, ko si tukaj. To vama je zelo znano, ker vem, da ste nedavno poslušala mojega, recimo temu šefa iz revije Leadership Quarter. Si ogledala tudi video na Si YouTubeu. ogledala video. Odlično video. Jaz bi kar tukaj predvsem raziskovalce, ki nas poslušajo, Si že pišem. napotil na videe. Ne bom niti pristopil, bolj, da se ljudje sami naučijo in gledajo video. Profesor John Antonakis iz Švice, on je ta urednik Leadership Quarterlyja, mislim, da je naredil ogromno dela v zadnjih, recimo, še malo manj kot 10 letih, ko je on prevzel to revijo, da se je po eni strani precej spremenilo percepcija objave v Leadership Quarterlyju in bistveno bolj predvsem rigorozno z vidika metodologije povečala v člankih. In to se vidi tudi v vplivu, v faktorju vpliva revije in v to, kaj se objavlja tam. Pod endogenost, mogoče bi kar napotil, pogooglejte John Antonakis, endogeneity, pa se naučite sami. Ja. Del te šifre smo že probali dešifrirati, tako da je work in progress. Jaz pa imel mogoče malenkost malo daljše vprašanje, pa ga bom raje razbil na posamezne dele, da bo bolj strukturirano. No. Vem, da obsežno pokrivaš tudi koncept skrivanja znanja, se pravi ta knowledge hiding. Pa recimo za nekoga, če ta izraz sliši prvič, če bi mu dal lahko neko tako splošno pojasnilo, pa potem še recimo nek tak praktični prikaz, kako do tega naprimer v podjetju v praksi pride. V bistvu gre definicija skrivanja znanja je to, da namerno ne želiš oziroma odkloniš delitev znanja, ko te nekdo prosi za neko znanje in informacije. Torej, v bistvu ima 2 elementa, ki sta zelo ključna. Eno je namera, da to narediš zavestno, zavedno, da res ne želiš deliti znanja. Drugo je request, to, da te nekdo prosi. Torej, gre za v bistvu vedenje v določeni situaciji, to je zelo pomembno. In kot tako tudi ni nujno samo enostavno nasprotje deljenje znanja. To je ključna zadeva literature skrivanja znanja, ker ti lahko ne deliš znanje iz marsikaterega razloga. Enostavno nimaš znanja, nimaš takrat časa deliti, niti ne razumeš dobro, kaj te ljudje sprašujejo. Nenamerno mogoče zamolčiš del informacije. Skrivanje znanja je pa v tem primeru res namerno fokusirano dejanje v določeni situaciji, ko te nekdo prosi. Super. Pa bi se dotaknil še ene stvari, ki vem, da jo tudi odlično poznaš, to je ta multilevel pristop k organizaciji. Pa me zanima zdaj, če dejansko pride do tega skrivanja znanja, kakšne so neke posledice zdaj za zaposlene, za time, pa za celotno organizacijo. Ja, kar nekaj tega smo tudi sami raziskovali v teh mednarodnih raziskovalnih skupinah, v katere sem bil tudi vključen. Na ravni posameznika smo zelo, to je ta naš članek, ki ga je prej Sandra tudi omenjala v Academy of Management Journalu, pokazali, da pride do negativne posledice na ustvarjalnost in sicer ne samo ustvarjalnost tistega drugega, ki ne dobi znanja, informacije, ki jo mogoče potrebuje za ustvarjalnost, ampak da se ta zadeva vrne potem do tega prvega posameznika, ki je skrival znanje preko recipročne zanke nezaupanja. Torej, ljudje, ko ti skrivaš znanje nekomu, ti ljudje potem ne zaupajo in ti ne delijo znanja, ko ga ti potrebuješ, in to se v bistvu ustreliš sam sebe v koleno. In tako smo mi tudi napisali v članku, poetično, in si potem manj ustvarjalen. Ima tudi še druge posledice na ravni posameznika, predvsem negativne, to je treba izpostaviti. Povezuje se tudi z neetičnim vedenjem, povezuje se z nižjo produktivnostjo posameznikov, večinoma preko tega, da posamezniki potem ne uspejo priti do informacij recipročno nazaj, ko jih potrebujejo. Na ravni timov smo tudi pokazali mi sami, da negativno vpliva na timsko ustvarjalnost, pa tudi timsko inovativnost. Torej, ne samo neko oblikovanje idej, ampak tudi to, da ideje potem pridejo do neke implementacije. Tudi to preprečuje skrivanje znanja, ker ti v procesu implementacije potrebuješ ogromno nekih dodatnih informacij, resursov, pomoči, in če skrivaš znanje, v bistvu ubiješ to sodelovalnost v timu in potem se to enostavno ne zgodi. Na ravni organizacije
moram reči, da je zelo malo preučevanja, ne, ker čisto iz metodoloških vidikov je to precej težko. Ne, gre za v bistvu vpliv od spodaj navzgor in čisto iz metodološkega vidika večnivojske teorije je to precej težko modelirati. Ne. Tako da zaenkrat predvsem na konceptualni ravni govorimo o neki spirali, ki se pokaže čez čas, ne, če ljudje skrivajo znanje, si vedno bolj ne zaupajo, slabše sodelujejo, sigurno se to pokaže tudi v slabših rezultatih na ravni organizacije same, ne, predvsem v neki negativni klimi, ki pa, to pa vemo, ne, vodi v neke negativne rezultate tudi na ravni organizacije. Dobro, evo pa še moje zadnje podvprašanje glede tega. Si mogoče s kolegi opazil kakšne razlike, recimo na kulturo, ali Slovenci tudi raje skrivamo znanje, kot kakšni drugi, je to vezano mogoče na generacijo, da pol, ko si starejši, si že malo nezaupljiv ali pač, da ne polagam besed v usta. Ja, ne, super vprašanje. Zanimivo je ta vidik kulture, ne, dostikrat tudi predvsem v praksi ljudje to sprašujejo, ne. To je, bom rekel, zelo, zelo težko zagotovo trditi, a je zdaj to kultura, a gre za neka vedenja ali pa inklinacije posameznikov. Jaz bi rekel bolj, da to izhaja iz posameznika samega, pa iz delovne situacije, v kateri je, ne toliko z vidika kulture. Ne. Sigurno pa kulture, ki bolj poudarjajo nek kolektivizem, bojo verjetno bolj sodelovalne in je tam tudi manj skrivanja znanja. Po drugi strani to pa smo tudi raziskovali na Kitajskem, ne, je pa precej prisotna ta kultura saving face, ne, torej to, da ne boš nikoli priznal, da si manj sposoben ali pa da nimaš nekega znanja. Ne. Kar pomeni, da pa boš mogoče skrival ta vidik samega sebe oziroma ta vidik, da mogoče nimaš neke informacije, se boš probal nekako izogniti pa vsem nekaj namutiti. Ne. To pa smo čisto v neposrednih študijah, ki so primerjale skrivanje znanja v Sloveniji pa na Kitajskem, to smo ugotavljali. Ne. To je vidik kulture, vidik starosti, zelo zanimiv. Nikoli nismo dejansko videli, da bi bila neka odstopanja po generacijah z vidika skrivanja znanja. Imamo pa ravno zdaj v toku eno raziskovalni projekt, ki pa se nanaša na skrivanje znanja med generacijami. In sicer v podjetništvu, ne, ko gre predvsem za prenose informacij med recimo prvo generacijo, ki je v podjetništvu pač ponavadi lastniki nekega podjetja, ne, do mogoče druge generacije, ki so njihovi potomci, ne, sinovi, hčerke, ki bojo prevzele, in pa tudi tistih, ki niso del te generacijske veje, ne, del družine. A gre za kakšne razlike v skrivanju znanja med temi različnimi entitetami. Ne. Tukaj pa je zanimivo, nimamo še izsledkov, bo pa zelo zanimivo. Ne. Se mi zdi pa manj pomembno mogoče to, da nekdo, ki je starejši ali pa mlajši, skriva znanje, ampak bolj to, komu skriva znanje. Top. No, mi na Beyond Leadershipu definitivno želimo deliti čim več znanja. Zdaj, ogromen nekih dosežkov si dobil res izjemnih in verjamem, da jih bo še veliko. A imaš ti kakšno posebno rutino, navado? Kako začenjaš teden, kdaj vstaneš, kakšen je tvoj delovni dan, a si razdeliš, da imaš sestanke, da odgovarjaš na maile, tako kot si že prej malo omenil? Ja, vstanem se, ko se zbudi moja hčerka. Takrat je treba vstati. Tako bom rekel, rutina je sigurno čim prej priti na mail, čim prej spiti kavo, pa začeti dan, predvsem, kot sem prej rekel, ne, s temi manjšimi zmagami. Bi pa rekel, poudaril, meni je zelo všeč pri tem našem delu, da ni zelo rutinsko, tako da ne bi rekel, da bom vsak dan enak, ampak predvsem si probam nekatere dni zablokirati za moj dan za delo, ne, predvsem v veliki meri od doma, če se da, kjer se res posvetim bolj nerutinskim zadevam. Kadar imam pa bolj rutinski dan, poskušam zjutraj čim prej res odgovoriti vse maile, da se počutim, da sem že nekaj naredil in da sem fraj teh mailov, vsaj za nekaj časa, sicer itak ves čas priletavajo. Dostikrat imamo pa tudi potem predavanja, in potem okrog tega si organiziramo dni. Tako da bi predvsem rekel, da mi je zelo všeč ta nerutinskost našega posla, da ni ene take ustaljene smernice. Jaz bi se, Matej, navezala še na to tematiko skrivanja znanja, ki je izpostavil Simon. Predvsem konkretno bolj implikacije za vodje. Praviš, da vodje, ki skrivajo znanje, se sami ujamejo v to past. Pa zanima me,
A imaš kakšne podatke, kako pogost je ta pojav, ker si tudi prej izpostavil, zelo pomembno je, komu skrivamo, ne. Poslušali smo tudi intervju gospoda Enca Smrekarja, menedžerja letošnjega leta, to se pravi nagrajenca 2020, in je dejal, kako pomembno je potem kje poiskati te informacije, da je vodilni menedžeri na vodilnih da je zelo pomembno ta networking, recimo, ko se povezuje konkretno gospod Enca s svojimi sošolci iz Harvarda po celem svetu, podrejene težje potem vprašati za nasvete, člane nadzornega sveta verjetno ravno ni smelo spraševati. To se pravi, kako pogost je ta pojav, mogoče pri nas, imate kakšne podatke, kako pogostost tega pojava, pa trend, da se to zdaj z generacijami YZ zmanjšuje, pa ker si tudi sam rekel, zelo pomembno, kdo komu skriva, ne? Recimo tega je veliko tudi v akademskih krogih, ne? Ker dejansko velja pa tudi en tak pregovor, ne? Ali pa recimo slišimo strani akademij, gospodarstva, ko poučujemo, ljudje se bojijo za svoje delovna mesta, ne? In res skrivajo, ampak potem ta človek se nehote čisto osami in se tudi fizično loči, napredka ni. Moram pa posebej reči, recimo, res se vsi občudujemo, ampak že 10 let nazaj, ko si med prvimi raziskovalci začel razvijati strukturne modele, kako si je, Matej, in res kako ti koncepte, ki jih proučuješ, tudi živiš, kako odprto deliš znanje. Ko smo te mi prosili, kolegi za delavnico v sobi, tam, ko smo zagovorili P201, je prišel, delil, mislim, da smo 6 ur, si nam koncepte razlagal, slikali smo s kamero, takrat jaz sem to še vse posnet, vse tukaj to vključite, to formulo, tako neverjetno res te spoštujemo, kako ti res to, kar preučuješ, živiš in deliš, in si prvi zgled. Ja, mislim, da bi bilo res trapasto, če ne bi, ko vidim, koliko negativnih vidikov skrivanja znanja obstaja. In to se mi zdi res pomembno, absolutno. Kako pogosto je ta pojav, pa recimo? Pri vodjih, vodje se mi zdi res točno to, kar se ti izpostavlja že, je glavni razlog, da vodja skriva znanje, ker vodja po definiciji bi moral deliti znanje s svojimi podrejenimi. Dostikrat sicer mogoče ne z vidika tega, da želi, da se nekdo sam nekaj nauči. In to se mi zdi en tak mogoče pozitiven vidik, ko imaš vsaj pozitiven namen, zakaj skrivaš znanje, da ljudje se sami naučijo. To se mi zdi ok. Dostikrat pa vodje res najbolj pogosto skrivajo znanje pred podrejenimi, predvsem z vidika, da jih ne bi nadomestili. To se mi zdi pa res nekako najslabša stvar, ki jo lahko poveš sigurno največ o sebi in na dolgi rok najbrž nisi nič naredil, ker boš sam ostal. To se pravi, da je mreža ključna za osebni razvoj, karierni razvoj in bolj kot deliš, bolj pravzaprav si korak že pred sledilci. Sigurno. In tudi, če bo imeli vsi okrog tebe več, boš imel tudi ti na koncu več in to se mi zdi zelo pomembno, sploh v akademskem svetu. In to smo imeli pa tudi raziskave s kolegi iz Zagreba, kjer smo preučevali točno skrivanje znanja med akademiki, ki po definiciji akademski svet je zelo tak, da mora deliti, ne bi delil oziroma je to del našega posla, ampak se točno to pokaže, akademiki precej skrivajo znanje, predvsem, kadar so po eni strani osebno tekmovalni, da želijo biti boljši kot nekdo drug, po drugi strani, in to je pa tudi zelo vezano na kontekst, v katerem si, kadar so primorani oziroma so nagrajeni, če so boljši kot nekdo drug. Jaz bi rekel, naš sistem še ni tak precej, kak ameriški sistem, kjer pa akademiki res štejejo vsako objavo napram nekomu drugemu in si zelo tekmujejo tudi za pozicije, za boljša plača, za svetovalne projekte. Mislim, da mi smo tukaj postavljeni v eno situacijo, ko si res lahko privoščimo, da delimo znanje, ne samo, da si lahko, mislim, da ga moramo, da je to naše poslanstvo tudi, mislim, tudi vsi tukaj smo zato tukaj, in tudi ne bomo imeli nič manj zaradi tega, ker če ne, konec koncev imamo vsaj to varnost zaposlitve oziroma neko stabilnost, ki nam to omogoča. Res je izjemen vodja, tudi če povzamem pregled harvardske študije, ki pravi, kakšen naj bi bil en odličen posameznik, da skrbi za 4 domene, to je osebni razvoj, to se pravi izjemen kot študent, dijak in kot izjemen profesor, nagrajen, potem tudi izjemen družinski človek, potem skrbiš tudi za svoj, bom rekla, prosti čas, športnik, košarkaš izjemen, tudi to moramo povedati, tudi talente na področju
področju jezikov, francoščina in še vse ostalo. In ne nazadnje pa četrta domena odličnega vodje prihodnosti, ta community contribution, to se pravi, ti si res po srcu altruist. Številne raziskave v znanosti tudi pravijo, bolj kot prispevamo, bolj kot pomagamo, celo dlje bomo živeli. Nekatere raziskave pravijo, ne, da v bistvu altruizem prispeva k dolgoživosti in res te občudujemo, kako ti to znanost deliš in si prvi zgled, da se človek nauči že z opazovanjem zelo veliko od tebe. Sam to zna tako lepo pohvaliti ljudi, bolj kot kdorkoli. Absolutno. Tako da res tudi za vse naše študente in vodje in direktore, ki nas poslušajo. Se mi pa zdi res ta prosocialna motivacija, altruizem. Tako kot si rekla, če živiš to, kar raziskuješ, oziroma če izsledke, ki jih napišeš ali pa prebereš, poskušaš uporabiti, mislim, da ne moreš zgrešiti. Pa je ta pojav zdaj pojenja, recimo opažaš, da ste z raziskavo nekako dreznili umbravlišče, pojenja ta pojav ali bo skrivanje znanja, jaz mislim, da ne pojenja, se pojavlja absolutno vedno, kadar so ljudje pod pritiskom, in ali časovnim, ali pritiskom tekmovalnosti, ali pritiskom nekega dosežka napram nekoga drugega. To vedno dokazujejo študije. Klima, ki spodbuja tekmovalnost, tekmovanje med drugim, dosežke posameznika, ne pa tima recimo ali pa organizacije, to bo vedno problem. In upam seveda na dolgi rok, da se bo to čim bolj preseglo. So pa vedno pritiske, če ne drugega pa pridejo iz okolja. Izjemno, koliko znanja imaš, izjemno na tej. Videti je, da smo v uredništvu res vsi še pod vtisom predhodnih podcastov, ker tudi moje vprašanje se je navezovalo podobno kot od profesorice na enega izmed prejšnjih. Tudi ti si danes omenil, da v bistvu trdo dobro delo predstavlja neko osnovo. Pa me pa zanima, kakšen je pa tvoj pogled na networking, se pravi, ker to je zdaj se mi zdi nekaj, kar je posebej za naše mlade poslušalce mogoče zelo pomembno, pa seveda tudi za vse ostale. Kako ga ti to doživljaš, kako pomemben se ti zdi? Ja, networking je izjemno pomemben. Predvsem tisti networking, ki se ga sam narediš, in potem imaš tudi občutek, da si sam nekaj ustvaril. Ampak ja, samo skupaj lahko nekaj dosežemo. Jaz nisem še napisal nobenega članka ali pa raziskovalnega projekta sam in tudi mislim, da ga nikoli ne bom, ker se mi zdi enostavno dolgočasno. In mi je to sodelovanje zelo pomembno v raziskovalnem delu in pedagoškem delu in kakorkoli. In na ta način sigurno lahko samo skupaj ustvarimo več. Networking je ključen, malo mi je seveda žal, da zdaj tale generacija, recimo zdajle, je malo manj deležna networkinga, vsaj ni v tej obliki, kakršnega smo bili navajeni. In mislim, da tukaj stiki fizično, torej v živo, so res ključni tudi v akademskem svetu, na konferencah. Vsi mi imamo te izkušnje, kako spoznaš nekoga, ki si ga prej citiral oziroma imel samo v vidiku nekega imena, priimka, pa zdaj, da si tak res fasciniran, sigurno. In zame je bil en tak ključen menik, sigurno, ko smo spoznali z Mihatom, mentorjem, so bila takrat v Izraelu, spoznala Adama Granta. Tale članek, ki smo ga objavili v Academy of Management Journal, midva sva razmišljala, če bi ga sploh poslala v Journal of Organizational Behavior, ki je 1 ali pa 2 stopnički pod Academy of Management Journal. Čisto ta, verjetno že pregovorna slovenska malo skromnost, ne bi niti pomislil, če ne bi Adam rekel, to je pa res ful zanimivo, dajte poslati na AMJ. In ena taka objava ti v bistvu spremeni življenje in brez tega srečanja v bistvu absolutno ne je bilo objave in mogoče tudi mene ne danes tukaj. In networking, definitivno. Ampak ne z vidika, da ti nekdo nekaj pripomore, pomaga, ker si tega ne zaslužiš, ampak enostavno, ker ti čisto odpre razmišljanje, če ne drugega. Dajmo se še malo dotakniti, kaj pa Matej naredi, da poskrbi za svoj stres? Kaj narediš, da se... Premalo. Verjetno premalo. Košarka sigurno mi je zelo ljuba in to si probamo vzeti čas, čeprav trenutno ni te možnosti. Žal, zdaj že 2 tedna smo brez tega. Tudi rad se sprostim ob televiziji, pa ob kakšni knjigi, ki je zelo nezahtevna. Moje najljubše knjige, pisatelji so zelo
ne strokovni, oziroma James Patterson mi je zelo všeč, ker je tako, mi ga zelo enostavno brati na kakšnem morju, s tem, da rabim kar nekaj časa, da spet pridem v ta mindset, da lahko sploh berem knjigo, ne, to pa je, se mi zdi, naša poklicna deformacija ali pa formacija, kakor želimo, ker želimo čim hitreje, čim več informacij vsrkati in ko začnem brati neko tako poljudno leposlovje, sem še vedno v tem mindsetu, ne, in še vedno poskušam čim hitreje brati in pa rabim vsaj nekaj strani, če ne več, da spet pridem v to, ker zdaj lahko si vzamem čas, pa počasi malo uživam, ne. Ali pa neke kakšne serije, Seinfeld mi je zelo blizu, pač nekaj takega humorističnega, da odklopimo, ne, predvsem v prostem času. Ja, Matej, ti si res tako mlad človek, že vse si dejansko dosegel, dejansko tudi tvoje točke, že takoj po doktoratu, docenturi, vemo, vsi občudujemo tvoje raziskave in vemo, da jih imaš že več let, vse točke izpolnjene za najvišji naziv in mnogokrat to presegaš. Tako da je sam čas tiste vloge, a ne toliko si pred časom, tako da res čestitke in vemo, da tudi Univerza v Ljubljani, ekonomska fakulteta, da ima najstrožja pravila, tako da res si v samem svetovnem vrhu. Pa kaj si tako mlad človek, izjemen znanstvenik, kaj si na profesionalnem področju še želiš doseči? Ja, ni še konc, Ja, absolutno. dosegel si že res vse odličja, v svetovnem vrhu si, to se pravi, Imam par ciljev, absolutno. Že pred časom sem imel cilje objaviti pač top kvalitativen, top kvantitativen, pa top pregleden članek, zdaj mi manjka nekako sem še kvalitativen, ki je nekje tudi že v procesu, no, tako da upam, da to bo. Zdaj grem pa mislim, zelo bi si želel dobiti ERC projekt, torej projekt European Research Council. Enkrat sem ga že prijavil pred par leti, dobil tudi zelo dobre ocene, razen enega recenzenta, ki je bil očitno ekonomist, torej ne z našega področja managementa, no, ki je pač rekel, da je to brez veze. Vezan pa projekt je bil tudi na digitalno delo, ne. ERC je pa ena taka zadeva, ki mislim, da manjka precej pri nas v Sloveniji in splošno dobimo precej malo takih projektov, tudi napram kakim državam, ki so nam blizu, pa bi mogoče si mislil, da celo zaostajajo pri nas. Tudi kdaj smo malo premalo ambiciozni, da bi sploh prijavili, ne, tako da tudi moje kolege malo tle pozivam, dajte prijavljati ERC projekte, veliko je tudi, ni to bistveno, se mi zdi, tudi sami dosežki pred tem, ampak tudi v ideji, v tem, da se proba, ne, dosti je pač v probavanju, v metanju trnkov in če ne probaš, ne boš dobil, ne, to sigurno. Tako da to mi je en tak cilj in potem tudi še naprej graditi to, bomo rekli, raziskovalno ekipo okrog mene na ta način. Drug vidik je pa vezan na prakso, ne, definitivno, vezan na diseminacijo našega raziskovanja. To, kar vi delate, se mi zdi zelo pomembno, oziroma na splošno širjenje glasu o znanosti, o raziskavah v malo bolj poljudni obliki. To mi je zelo blizu in temu mislim tudi nameniti kar nekaj časa v naslednjem obdobju, ali pa naslednjih letih, dajmo temu reči. Pa mogoče enkrat v relativno bližnji prihodnosti tudi napisati eno knjigo, ki bi bila namenjena ne akademikom, to smo že pač počeli, ampak dejansko v praksi, torej na bolj poljuden način tudi neke naše izsledke raziskav predstavljali. Ja, tega res manjka, da se ta vrhunska znanost zapiše, preda in pove na uporabniku prijazen način, ne, in to prenese v gospodarstvo za doseganje konkurenčne prednosti na ravni osebne karierne rasti, timov, in družbe kot celote. Super, videti je, da ti ne bo dolg čas do upokojitve vse. Ja, sigurno. Moje zadnje vprašanje bi bilo, vemo, da nas posluša ogromen mladih, tudi ogromen menedžerjev na vodilnih položajih, se pravi, tisti tvoji top 3 nasveti za vse, za širok spekter naših poslušalcev. Ja, absolutno. En, ki sem ga mogoče tudi že izpostavil, precej ne se bati ciljati visoko, ne, biti ambiciozen, ciljati res v zvezde, ne, ker če ne boste, potem se ne bodo dosegle, ne, sigurno. Po drugi strani se pa te stvari ne zgodijo same po sebi, ne, tako da druga zadeva, drugi nasvet bi bil pa definitivno trdo delati. Tretja je pa vezana tudi na to, recimo, izbiranje tega, kaj sploh delate, ne. Se mi zdi, jaz imam 3 kriterije za to, a se lotim novega projekta ali ne, in vsi 3 morajo biti izpolnjeni.
Prvi kriterij je, da je zadeva res top, tako samo po sebi, da ima lahko nek vpliv, impact samo po sebi. Druga, da mi je osebno zanimiva, ker drugače se mi zdi brez veze namenjati čas temu. In tretja, da vključuje ljudi, s katerimi bi rad delal, oziroma se vidim, da se tudi pač družim, oziroma se karakterno ujamemo. In vsi trije morajo biti izpolnjeni, in mogoče sem v preteklosti si kdaj tudi malo preveč različnih projektov nabral. Se mi zdi bolj pomembno fokusirati na manj projektov, pa tiste bolj top. Super, hvala. Zdaj, še eno vprašanje, ki se mi zdi tudi zelo fascinantno je, in ki smo se pogovarjali, kjer je tvoj najljubši podjetnik, si mi podal tak zelo zanimiv odgovor, tako da ga prosim del z nami. Ja, rekel sem, da nimam najljubšega podjetnika, oziroma ne bi mogel izpostaviti nekoga kot celoto. To sem tudi že prej omenil, nimam enega vzornika niti v raziskavah, niti v podjetnem svetu, v podjetniški sferi. Par stvari me pa fascinira pri posameznih ljudeh. Res nedavno sem bral tisto knjigo od Elona Muska, oziroma knjigo, ki opisuje Elona Muska, in njegova sama tista kapaciteta razmišljanja, dela me fascinira itak, in se mi zdi, mislim, po eni strani tudi nedosegljiva, ampak me fascinira definitivno. Vizija Tonija Sheja, direktorja oziroma ustanovitelja Zaposa, je vedno fascinirala, koliko si prepričan v to, da je ta tvoj princip sproščenosti recimo v managementu, da bo funkcioniral še naprej in predvsem na dolgi rok, da si želiš, da tvoje podjetje bo čez 100 let še tukaj. To se mi zdi zelo fascinanten cilj napram mogoče nekemu dobičku. Strast Marka Cubana, ki ga tudi mogoče zdaj slovenski ljubitelji košarke mogoče malo bolj poznamo. Jaz ga spremljam tudi že dlje časa in že odprej, ko je prevzel Dallas Mavericks, in že kot podjetnika v Shark Tanku, ki ga spremljate sigurno. To je čist njegova strast do nekaterih zadev, po eni strani, po drugi pa tudi racionalnost v njegovih recimo ozerih. To pa zanimivo mi je tudi Evan Spiegel, on je pa ustanovitelj Snapchata, in predvsem zaradi tega, ker so mu pred par leti še ne toliko dolgo nazaj precej očitali, da ne gre v ta mainstream, kot sta Facebook pa Instagram, ampak on je zelo vztrajal pri nekaterih čist featurih, torej karakteristikah ali pa lastnostih Snapchata kot aplikacije. Je rekel, ne bom se spremenil, ne bom šel v to, ker ima ta Facebook pa Instagram, čeprav funkcionira, jaz bom vztrajal pri tem, in to se zdaj zelo lepo vidi v zadnjem letu, koliko dobro jim gre. In to se mi zdi pa ta trma, da ne greš, rečeš, ok, jaz bom raje to delal, ker želim delati, pa ne bom se prodal. To se mi zdi zelo pomembno. In to je tudi verjetno tvoj najljubši app. In to je tudi moj najljubši app, ne zaradi njega, že dlje časa, bolj predvsem zato, ker ni toliko odprt. Zdaj jaz pač delim marsikaj tudi na Instagramu ali pa Facebooku, ampak na Snapchatu je pa to bistveno bolj usmerjeno v ta res nek moj krog osebnih ljudi, prijateljev, s katerimi pa lahko tudi bistveno bolj targetirano deliš stvari, ki jih želiš deliti. Super. Matej, jaz bi se ti še enkrat zelo zahvalil za tvoje izjemne vpoglede v tvoje razmišljanje, tvoje izkušnje in pa tvoje nasvete. Hvala. Hvala in čestitke. Hvala vam vsem in mi je bilo res veselje tako lepo kramljati, pa še veliko sreče z Beyond Leadership naprej. To se mi zdi res ena taka super iniciativa in res lepo vam je uspelo dobiti ogromno spektr ljudi, tako da mi je bilo veselje. Hvala, ker si z nami, pa mi pomagaš. Hvala.